Torej, pozdrav poslušalcem Radia Študent. Danes ob 2. uri popoldne na Prešernovem trgu je bil začetek protesta proti izbrisu. Povorka se je po začetnih govorih, kjer je bil udeležen tudi evropski poslanec Tobias Flüger, upam, da sem prav izgovoril, iz Združene Evropske levice, ki je izrazil močno podporo izbrisanim v njihovem boju proti državi. Povorka je po teh govorih šla od Prešernovega trga po Wolfovi do poslopja vlade. Tam po parih bujih se je šlo naprej do parlamenta, ustavnega sodišča in do poslopja Ministrstva za notranje zadeve. Tam se nekako zadeva končala z predajo poziva oblastem. Ta poziv, naj se končno reši ta problem, naj se prizna izbris, naj se upraviči, naj se vrne pravice za nazaj, je podpisalo med drugim tudi 13 poslancev Socialnih demokratov. Zdaj bo zanimivo naprej gledati, kako se bojo v bistvu oni rešili z te zagate, ki so si jo sami postavili, če bojo slučajno prišli na oblast, ker vemo, da v prejšnjem mandatu niso storili praktično nič za izbrisane. Medgovornik je bila tudi Alenka Posel iz Amnesty International. Tukaj lahko povemo, da očitno te organizacije, nevladne, Mirovni inštitut in Amnesty International niso izrecno in javno podprle kot te organizacije tega protesta, ker so prišli samo neki posamezniki iz teh organizacij, ni bilo pa njihovih prostovoljcev, ni bilo transparentov teh organizacij in tako naprej. Ljudi je bilo med 50 in 70, če odštejemo novinarje in prisotne policiste, s katerimi načeloma ni bilo težav, je bilo pa kar precejšnje število, kar je v bistvu stalnica pri protestih izbrisanih. To bi bilo to. Erik, če imaš ti še kakšno vprašanje? Jaz bi te mogoče edino še vprašal, se je ta protest od prejšnjih v čemerkoli razlikoval, ali je to zgolj serija opozarjanja z namenom osveščanja javnosti, da pa seveda ne bi pozabili na kaj se je zgodilo takrat februarja 1992? Pa ne, v bistvu jaz razlike nekaj ne vidim. Pač bili so večkrat izraženi pozivi javni temu, kaj ne se naredi. Zahteva se enostavno to, kar se vedno zahteva, spoštovanje odločbe ustavnega sodišča. Problem tega protesta je bil, da je bil iz meni neznanega razloga zakazan za ob 2. uri, ko vemo, da veliko ljudi, ki so potencialni v bistvu podporniki izbrisanih, ne morejo priti zaradi obveznosti ali službe, ali šole, faksa, česarkoli. Tako da ura je bila taka neugodna, drugače pa protesti bo dosti klasičen. Sound system je bil zrihtan, tako da bil je feeling, muzika je bila zadaj, drugače pa kaj posebnega ni bilo.